Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. Nocoj je naš gost, zaslužni profesor Univerze v Mariboru, družboslovec, ki je študiral filozofijo, psihologijo in sociologijo, vnet publicist, avtor leksikonov o politiki ter o etiki in morali, dr. Vladimir Sruk. Dober večer in dobrodošli, profesor Sruk. Dober večer. Lep pozdrav. Dr. Sruk je pred kratkim pri založbi Pivec izdal knjigo spominov s pomenljivim naslovom Gospoda gre čez progo, v kateri so spomini le povod za to, da se skoraj z vsakim stavkom vrne v sedanjost in analizira aktualno družbeno krizo v Sloveniji. Je nekdanji mladinski in partijski aktivist, ki je že dolgo tega sam pri sebi razčistil s svetlimi in temnimi stranmi komunizma in ki ne vidi rad, ko nove politične elite ponavljajo napake iz preteklosti. Sem pravilno to povedal? Ja, v glavnem zelo pravilno. Jaz celo tam pri moji izobrazbi bi rekel, da je skoraj dominira politologija. No, ta naslov knjige Gospoda gre čez progo. Začnete v bistvu z eno prispodobo, mislim, da z eno karikaturo iz enega slovenskega časopisa. Ne, iz slovenskega, iz hrvaškega. Iz hrvaškega časopisa. To je bilo tam nekje na koncu leta 1939 ali pa na začetku 40. leta. Pred začetkom druge svetovne vojne oziroma na samem začetku. To sem videl, se to tako tudi pišem v knjigi, to sem videl v postajni restauraciji na Jesenicah. To je viselo na steni. Visel časopis in bilo je tako, tam je bila železniška proga in na njej je pred zapornicami čakal vlak, ne ljudje. Torej, zapornice so bile zaprte pred vlakom so pa čez progo šli gospodje v frakih, gospe v elegantnih toaletah, medtem ko je vlak z potniki je pa čakal, da bo šli čez. Od takrat jaz vem, kaj je gospoda. No, ampak to je zanimiva prispodoba današnjega časa, kadar gospoda stopi na sceno, vse obstane. No, jaz sem tudi rekel, da od takrat, jaz sem bil takrat star nekih 5 let in pol, še ne 6, gotovo ne, ker potem se je že vojna začela in od takrat ne maram gospode. Aha, zelo zgodaj ste začeli biti nepridiprav. Ja, ne, na nek način. To je... Malo se šalim se. Jaz imam rad ljudi, grozno imam rad ljudi, ne. Samo te vrste ljudi pa res ne maram. No, ampak, če se nekako tudi narediva ta preskok, ki ga tudi vi v knjigi ves čas delate, torej, v kolikšni meri je sedanja družbena kriza v Sloveniji na nek način posledica neokomunističnega obnašanja in tako imenovanih levih in tako imenovanih desnih političnih elit, ki so nam bodisi vladale ali nam še vladajo? No, treba je pravzaprav poznati zgodovino. Jaz imam to prednost pred mnogimi ljudmi danes, da sem že toliko star, da poznam različne družbe, to se prav zavedam se svoje eksistence, tako tudi družbeno-politično, tam nekje od začetka druge svetovne vojne, to se prav od leta 1939, ne? In naučil sem se predvsem tega, ne? Da je pravzaprav družba hudo lahko razklana, ne? Na ene vladajoče in na neke vladane izkoriščene razrede. Ne? In to mi je nekako prišlo v meso in kri, še potem tudi z študijem, z seznanjanjem z zgodovino, predvsem zgodovino, se to tudi pišem noter v knjigi, ne? Jaz sem predvsem fanatik zgodovine, ne kakšne filozofije ali pa sociologije. Najbolj važna je zgodovina, znanje zgodovine, ne? In jaz tudi v tej knjigi poskušam slediti svojemu lastnemu življenju in razvoju moje percepcije družbe, ne? Potem šele pride vsa tista, bi rekel, nazorska situacija, znanstvena situacija in tako naprej. Jaz sem zelo slab teoretik, ne? Ker za mene, ne, je teorija tisto, do česar jaz pridem skozi empirijo, skozi družbeno izkustvo. No, ampak recimo, če se ravno na tem ustavimo in če probamo analizirati ta sedanji čas, kaj je pravzaprav narobe, da imamo družbeno krizo, ne samo ekonomsko, ne samo finančno?
Ja, torej, to je strahotno težavno vprašanje, ki ima stotine in stotine različnih zornih kotov. Ne. Jaz nikogar ne krivim za situacije, ki so v Sloveniji. Ne. Bolj nekako krivim naš razvoj. Ne. Jaz ne bi s prstom kazal na nobeno politično grupacijo, jaz ne bi s prstom kazal prav na nikogar, ne. Ampak smatram, ne, da se moramo vsi samo zelo, zelo podrobno učiti, poskušati razumeti naše največje mislece. Za mene je odločilen slovenski mislec še vedno Ivan Cankar, zelo pomemben je tudi Edvard Kocbek, zelo pomembni so nekateri drugi, ne? Vendar mi moramo razumeti zadeve v njihovi zgodovinski dinamiki. Drugače ni nič. Ne? Tudi zdaj, ko gledamo recimo na to dogajanje v Mariboru, ne? Mi ne moramo zdaj obsoditi neke mladine, ki pravzaprav ni imela nobene posebne, bi rekel, politične vzgoje in izobraževanja, družboslovne vzgoje in izobraževanja. Zdaj recimo, če oni delujejo grobo, če so morda nekateri delovali nasilno, je to bolj zaradi neznanja, kot zaradi česa drugega. Najmanj zaradi kakšne pokvarjenosti. Pokvarjeni so drugi ljudje. Ne tista mladina, ki demonstrira. Jaz veliko manj dam na tisto mladino, ki je ostala doma. Jaz smatram, da te, ki so šli in se izpostavili, da ti ljudje so odkrito delovali. In zdaj ne smejo postati, bi rekel, talec tistih, ne, ki se za nič ne brigajo. Tako da jaz bi tu opozoril tudi te vladajoče faktorje. Naj bojo tu skrajno razumni, naj bojo tu skrajno premišljeni, tudi recimo, ne, ko obsojajo recimo določene ekscese, ne. Kaj pa, če so ti ekscesi pravzaprav rezultat nekih zapoznelih ukrepov ali pa neukrepanja pedagoškega in vzgojnega. Ne. Jaz tudi ne plediram za nobeno etiko, ne, ker etika je tudi lahko samo, bi rekel, neka skrivalnica za lumparije. Ali je naključje, da je na naslovnici vaše knjige rdeče-črna zvezda? Ja, je. Namreč jaz sem pri vseh svojih knjigah, kolikor jih imam, ne, če je bilo le to možnost, sem sam poskušal sugerirati kakšen simbol, ne, ker po mojem mora na začetku knjige, zlasti knjige, ki je tudi nazorsko orientirana in znanstveno seveda, ne, je treba dati nekaj smiselnega na prvo stran in recimo vsak danes ve, ne, da ko so kjerkoli demonstracije ali v Ameriki ali v zahodni Evropi ali kjerkoli se tudi zaplapolajo črno-rdeče zastave, ne, to so zastave sodobnega upora. To niso več rdeče zastave z rumenim, srpim kladivom, to so črno-rdeče zastave, ki pravzaprav poskušajo povezovati nek socialistični in komunistični kolektivizem z anarhističnim individualizmom, torej etosom svobode, ne, in individualnosti. To se pravi, mi danes nekako, če gledam to, bi rekel, progresivno sceno evropsko, ne, vidim to, ne, da je tu neko ravnotežje med individualno svobodo in skupno družbeno pobudo, skupno družbeno aktivnostjo. To je skoraj nujno. Ne. Tudi kolikor berem recimo knjige z Zahoda, ne, recimo Riemann v Holandiji in tako naprej, ne, to so knjige, ki predvsem propagirajo nek etos svobode. Nek etos, bi rekel, pobude, progresivne pobude, napredne pobude. Ne? Mi se ne moramo zdaj zakopati v neko preteklost, v neke konzervativne koncepcije, ne? Ker bomo drugače obtičali popolnoma na evropskem repu ali pa celo zunaj evropskega horizonta. Ker Evropa je napredna. Ne? Recimo moj pokojni prijatelj, filozof iz Zagreba, Milan Kangrga, ne? On pravzaprav govori prav o tem, ne, da če moramo že kaj, potem se moramo sklicevati na to, bi rekel, evropski duh.
Evropski duh, ki je v osnovi razsvetljenski, ki je v osnovi svobodoljuben, če hočemo v Evropo. Ja. Ali je danes mesto intelektualca na ulici med nezadovoljnim ljudstvom? Seveda je, seveda je. Jaz sem silno vesel, da so naši mladi družboslovci, mlajši družboslovci, dosti mlajši od mene, ne, ker jaz sem že fosil, jaz sem star človek, ne, skoraj 80 let, že skoraj star, nekaj manj. No. In sem vesel, da so se udeležili demonstracij, da so poskušali zapisati stališča teh ljudi, ki so demonstrirali, teh ljudi, ki so izražali svojo skepso, ki so izražali svoje želje, svoje težave, svoje tegobe. Oni so to zdaj povzeli v tem tekstu, ki sem ga tudi jaz podpisal, ker sem rekel, da kar bojo podpisali, to bom tudi jaz podpisal. Ne? To je pravzaprav neki material, ki poskuša na hitrico predočiti neke tendence, ki se kažejo med protestniki. Torej, to še ni nek dokončen manifest, to še ni neka dokončna, bi rekel, solucija, to moramo šele začeti. Vsi faktorji te slovenske družbe naj bi se lotili teh problemov, kaj je treba storiti. To je sedaj za nas vprašanje, pri nas zdaj ni še nobenih razlogov, da se med seboj kaj prepiramo, ker prepir nikamor ne vodi. Jaz sem tudi, recimo, ko sem pisal v Večeru nekoliko v teh protestih, ne, sem jasno napisal, da vidim skrajno potrebo po disciplini in pa po študioznem odnosu. Torej, treba je študirati stvari. Ampak recimo v tej državi imamo ustavo, imamo zakone, na neki normativni ravni v bistvu relativno spodobno družbeno in demokratično ureditev. In tega boja za državljanske pravice, boja proti tistemu, kar državljane jezi, na nek način jih dela nezadovoljne, ni mogoče dobiti samo na ulici. Ampak v bistvu tudi na nek način, če rečem, s poznavalskim pohodom skozi ustanove sistema. Ali imamo v Mariboru, ali imamo v Sloveniji alternativno ekipo, ki lahko nadomesti sedanjo politično elito? Torej, jaz bom takole rekel najprej. Jaz vidim v ulici pravzaprav neko slabo varianto. Namreč, zakaj slabo? Če bi tu funkcionirala demokracija, ne bi bilo nobene ulice. In ne bi bilo tudi nikogar mogoče zmerjati z ulico. Jaz sem celo zelo jezen, če slišim recimo na televiziji, zdaj je pa ulica to in to naredila. Ulica ni naredila nič, to so ljudje, ki jih je neka zadeva pripeljala na ulico. In tu je treba biti skrajno previden v teh ocenah, ne? Ker to so ljudje, to so naši ljudje. To ni neka banda, to ni neka sodrga, ki bi od nekod privrela, ampak so to ljudje, ki v glavnem delajo ali pa bi radi delali, pa ne morajo, ker nimajo kje. Torej, tu je treba vedeti, da smo mi na tem, da se moramo lotiti enega običajnega humanizma. Ne bom zdaj rekel socialističnega humanizma, ampak enega elementarnega humanizma, enega elementarnega dobrega odnosa do človeka, ki bi rad delal, ki bi hotel delati. Ne? Torej, jaz bi tako rekel, ne, da zdaj zakoni so lahko tudi mrtva črka na papirju. Lahko so. Ni nujno, da so. Ampak zdaj seveda bi se bilo treba truditi in to, kar je bilo rečeno, pohod skozi inštitucije. Jaz sem se recimo ogromno naučil pri enem katoliškem intelektualcu, to je bil Ivan Ilič, ki je bil prorektor Katoliške univerze na Portoriku, potem so ga pravzaprav izgnali kot levičarja iz tiste univerze v Portoriku, potem ga je v Mehiki, ga je potem Ferron postavil za direktorja Inštituta za interkulturno dokumentacijo v Cuernavaki. On je predvsem, torej bistvo njegovih del, on je imel 6 doktoratov, bistvo njegovih del je kritika institucionalizma, ker skozi institucionalizem, skozi inštitucije lahko prihaja do alienacij. Skoraj vse inštitucije imajo v sebi možnost, da se skozi njih uveljavi odtujitev. Recimo, ustanovljena je vojska zakaj? Zato, da bi branila domovino.
marsikje vojska ogroža lastno domovino. Potem, ustanovljena je policija zato, da bi nas varovala pred lopovi. Kaj pa vse tiste policije, ki so najbolj lopovske stvari počele z ljudmi? Potem, cerkve so bile ustanovljene zato, da bi pomagale človeku verovati v Boga, častiti Boga. Kaj se je zgodilo? Da mnogi ljudje ne verujejo zaradi cerkva. Potem šole. Šole so ustanovljene zato, da bi ljudi poučevale in vzgajale. Kaj se dogaja? Da so tako odtujene, da pravzaprav ljudi poneumljajo. In da prihaja prav v njih do revolta proti družbi. Isto mediji. Mediji so zato, da bi ljudi obveščali, učili, pa se dogaja, da jih vlečejo za nos, da jih zavajajo in tako dalje. Torej, to so grozljivke. Berem Gramscija skozi vas. Ja, ne, to je recimo, no, ali pa recimo, če vzamemo že Ivana Ilića, o katerem govorim, recimo njegova knjiga Medicinska nemeza. Medicinske inštitucije in to vrstne inštitucije, ki so povezane z medicinskimi, so tu zato, da bi ljudi zdravile. Pa veliko delajo na tem, da bi jih izmozgavale, da bi z njih dobile denar, da bi počele take stvari. Ta tekst Medicinska nemeza je bil pri nas objavljen pred mnogimi leti nekje v Delu, ali pa se je Delo še imenovalo Slovenski poročevalec, se ne spomnim. Ali pa njegova knjiga Dol s šolami, The Schooling Society. Šole, ki jih on predstavlja nekako tako kot 60 let prej Ivan Cankar, ki je rekel, da če je bilo nekaj v zvezi s šolo, on ni maral. In da so bili ljudje iz šole, torej učitelji, skrajno tuji. Namreč mi smo imeli svojega Ivana Ilića v Ivanu Cankarju. Jaz sem o tem celo že pisal, se spomnim pred mnogimi leti celo v realsocializmu, ker sem jaz skozi pravzaprav na tej, bi rekel, značilnosti inštitucij, kot bi rekel, področja, kjer prihaja do odtujitev. Jaz sem skozi razmišljal o tem. Namreč jaz v inštitucije same ne verjamem še nič. V bistvu gre za to, da mi uvedem, da mi politično, humano gremo skozi inštitucijo, to, kar je bilo rečeno. Inštitucije morajo funkcionirati. To, kar je merilo moje vprašanje, je to, da mi smo zdaj imeli eno določeno nezadovoljstvo, ampak zdaj potrebuje seveda ta energija, ki je bila sproščena nekako z zborovanji državljanov, potrebuje eno artikulacijo, potrebuje v bistvu neke politične veščine, da se z uporabo prava, zakonov, skratka znotraj sistema, kakršnega imamo, vendarle uveljavijo neki drugi cilji, neki drugi interesi, neke druge vrednote. In marsikdo se pravzaprav sprašuje, kaj se bo zgodilo v Mariboru in širše v Sloveniji. Torej, kako se bo končalo to nezadovoljstvo ljudi? Torej, to je pa tako težko vprašanje, da jaz ne morem o njem čisto nič povedati, ker ni čist nikjer rečeno, da bomo v teh prizadevanjih uspešni. Torej, tu pa se ni treba čisto nič sam sebi lagati, ne? Če bomo mi uspeli dejansko vse inštitucije angažirati, recimo šolstvo, od osnovne šole pa gori do univerze, če bomo uspeli tukaj skozi, bi rekel, poučevati ljudi o družbenih zadevah in o podobnih, mislim, vse, kar je s tem v zvezi, potem bo v redu. Da bomo ljudi učili ne samo sociologije, ampak predvsem zgodovine. Predvsem, da bojo poznali sploh zgodovino, da bo sploh vedeli, kaj je treba. Zdaj te jasnosti ni. Jaz bi prav prosil tiste gospode tam, ki sedijo recimo v slovenskem parlamentu, ne grejo poslušati na univerzo, ne grejo poslušati seminarje. Ne grejo pogledati, kaj danes mladina pri 20-22 letih ve o stvarih. Namreč človek se čudi, recimo, ne da bi bila zdaj ta mladina kaj kriva, jaz sem jim tudi zmeraj rekel. Kriva je neka pedagogika, ki je šla zdaj na neko storilnost, na ne vem učenje, ne vem česa vsega, na neko, bi rekel, piflerijo. Čisto nič pa ni storjeno za to, recimo, da bi ljudi historično orientirali, družbeno orientirali, namreč in zdaj je važno predvsem to, razumeti problematiko družbe. Zlasti pa to, recimo.
Mi smo imeli recimo v socializmu, še recimo na sami univerzi, če povem, smo imeli recimo tako imenovan predmet TFSPN, to se pravi temelji filozofije, sociologije in politologije. Bilo je premalo časa, ampak nekaj malega smo poskušali naučiti, kolikor se je dalo. Zdaj pa, ko smo dobili lastno državo, je bilo pa to vse ukinjeno. Zdaj pa se sprašujem, prej, ko nismo imeli države, smo se učili o politiki in sociologiji in filozofiji, zdaj imamo pa države, pa kakor kdo ve in zna. To se pravi nič. Ne? In zdaj pa, jaz pa mislim, da za državotvornost se je pa treba učiti. Ali vas je strah diktature? Ali je recimo zdaj v 21. stoletju sploh možna? Recimo videli smo, da se je to družbeno nezadovoljstvo najprej artikuliralo prek socialnih družbenih omrežij, prek Facebooka. Skratka, uporabljajo se nove tehnologije zaradi tega, da se širijo ideje, da se pluralno razpravlja o problemih neke družbe. Tudi nasilje je tehnizirano. Ja, torej, jaz bi rekel predvsem to, ne? Bolj groznega totalitarizma, ko je mogoče, zdaj ni mogli nikoli biti. Ker SS-u se je še dal pobegniti, pa Gestapu. To se je še dal pobegniti mogoče. Medtem ko zdaj, ne gre več. Danes je možna totalna, bi rekel, totalna kontrola ljudi. Totalna kontrola ljudi in totalna manipulacija z ljudmi. Torej, nevarnost fašizma ni bila nikoli večja, kot je zdaj. In tudi fašizem je prisoten. Recimo, jaz sem bral ravno Rimana, ki sem ga že prej omenil, recimo v Holandiji, ne, on obravnava to problematiko in tudi poskuša kritizirati te sodobne forme nastopanja fašizma. Ne. On pravi, mi zdaj sploh zelo pogosto ne imenujemo stvari s pravimi imeni. Ne. Recimo prav, ne, mi govorimo o populizmu, v resnici je to že fašizem, mehek fašizem. Še en korak, pa smo noter. Torej, tako bi rekel, ne, da jaz se zelo, zelo bojim fašizma. Zelo, zelo in tudi mi vidimo recimo obračunavanja vojaška na svetu, ki grejo v to smer. Ki grejo v to smer in ki počenjajo čuda. Ne. Če mi recimo v Evropi še nimamo toliko tega, ne, poglejmo malo po Aziji, poglejmo mi recimo na Bližnji vzhod, poglejmo mi v Afganistan in tako naprej. Ne? Poglejmo mi te stvari, torej ena totalitarna diktatura nikoli ni izključena. Ne? Recimo, zdaj recimo veliki uspehi recimo Kitajske. Ne? Veliki uspehi Kitajske so pravzaprav ustvarjeni, ne, na eni avtoritarni organizaciji, ki človeka manipulira, ki recimo mene je bilo groza, recimo, ki je bila tista olimpijada recimo v Pekingu, tiste številne množice tisočev, ne, ki so funkcionirale kot lutke. Jaz se teh stvari bojim. Jaz mnogo raje gledam manj naučene, manj zdresirane ljudi. Ker tisti ljudje so nekje bolj naravni, ne? Če pa nekje vidiš, da je vse absolutno perfektno, kar zadeva človekovo vedenje, pa veš, da je tu zadaj neko nasilje, pa veš, da je tu zadaj nek absoluten dril, ne? Ki Bog ve kam vodi. Potem tudi recimo Združene države. Združene države so demokracija, absolutno so demokracija. Ampak prav recimo njihova, bi rekel, v 20. stoletju ena glavnih intelektualk, to je bila Susan Sontag, ne, recimo govori v svoji knjigi o tem, pravi, Amerika je nasilna. Ona je zgrajena na 2 genocidih. Na genocidu nad črnci in še prej na genocidu nad Indijanci. Ne? In zakaj ne bi prišlo še do 3. genocida? To se zdaj človek sprašuje. Ne? Ampak jaz zdaj tle nabram, ampak recimo opozarjam pred dnevi. Ne? Pred dnevi smo imeli ta primer ubijanja tistih otrok v tisti šoli. Pa takih primerov je bilo zdaj že več. Ne? Predsednik Obama je zdaj postavljen pred ta problem. Kaj naj predlaga? On ne upa predlagati niti kontrole nad orožjem. Kaj pa razorožitve Američanov? Tega pa sploh ne. Ker tam je ustavna pravica človeka, da je oborožen do zob. Ne?
To najbrž z neko miroljubno držo, z neko mirovniško držo ni v nobeni zvezi. Ne? Prosim, potem, da bi rekel vse to nasilje v občilih. Tudi vse ta nasilen seks in vse drugo, kar lahko tudi pri nas stalno gledamo. Recimo, jaz se sprašujem, zakaj pri nas recimo televizije nakažejo starih evropskih filmov, italijanskih krasnih filmov iz neorealizma, krasnih francoskih filmov in tako naprej. Mi gledamo samo ameriško in drugo to vrstno plažo, ki je nasilna, ki je tudi zelo plehka in tako naprej. Zakaj to delamo? Ne? Ker to sigurno ni v prid naše kulture, naše osebne kulture, našega zadržanja. Ne? Mi bomo zdaj tam zaprli neke fante, ki so se bolj grobo obnašali na nekih protestih, a ne? Nič pa ne naredimo na tem, da bi ustvarili en kulturni ambient, ki nas uči ene drugačne kulture, ene miroljubnosti, enega premisleka in tako naprej. Ne? Tudi recimo intelektualni nivo, recimo televizijskih recimo postaj, ne, je marsikdaj vprašljiv. Ne. Mi smo soočeni recimo lahko 24 ur na dan recimo z najhujšo pornografsko plažo. Ta najhujša sploh. V političnem izrazoslovju. Ne samo političnem. Prav, estetskem in vsakem drugem. Ne. Prava. No, ampak ravno na tej točki bi vas rad vprašal, mislim, da je to vprašanje še vedno neodgovorjeno in seveda težko je po svoje, ampak lahko ga je pa zastaviti. Kaj sploh lahko nadomesti strankokracijo v Sloveniji? To je res, strankokracija, to bi jaz ravno priporočil ljudem, ki jih to zanima, naj berejo mojo knjigo. Namreč jaz sem natančno povedal, kaj manjka pri slovenskih strankah, pri sistemu strank. Te stranke so nastale v nekih čist posebnih pogojih, nastale so pravzaprav po nekem sporazumu. Ne vem, kakšen je bil ta sporazum, nimam vpogleda v to ozadje, ne? Ampak dejstvo je, da so bivše družbeno-politične organizacije socializma so postale tako imenovane leve stranke, ker pravzaprav jaz ne vem, če smo imeli realsocializmu kakšno posebno levico. Jaz Zvezo komunistov nikoli nisem videl kot levo stranko. Vsi smo bili takrat levičarji, smo bili razglašeni za skrajne levičarje, za ekstremne levičarje. Ne? To ni bilo dobro biti. Ne? Najlepše so se takrat obnesli tisti ljudje, ki so bili čisto ponižni. Ne? To pa niso levičarji, sigurno ne. No, po drugi strani je pa vsa pomladna, bi rekel, strankarska scena pa takoj zapadla pod oznako desničarstva. Torej, na ta način seveda ni moglo v Sloveniji nič pametnega nastati. In mi smo zdaj dediči tega sporazuma, za katerega je težko reči, da je res prišlo do njega. Jaz ne morem vsega reči. Ampak potem številni ugibajo, da nam vlada neka rdeča črna koalicija ali ne vem, kako bi jo človek poimenoval. To je zdaj se je videlo. Namreč že večkrat se je pokazalo nekaj, da se pri nas dogajajo neke popolnoma nekontrolirane zadeve na strankarski sceni. Recimo na zadnjih parlamentarnih volitvah. Tista stranka, ki je dobila največ glasov, to je bila Jankovićeva, in pa tista, ki je dobila na tretjem mestu, to se pravi Virantova, te stranki sta bila ustanovljeni nekaj tednov pred volitvami. To se pravi, da so ljudje enostavno stekli tja, ker so pričakovali, da bo nekaj v redu. Niso pa čisto nič vedeli. Temu je rekel Stjepan Radić, hrvaški, bi rekel politik, je rekel, srljajo kot guske v maglu, kot gusi v meglo. In to se meni zdi, da naš slovenski volivec leti kot goska v meglo. In to je treba prekiniti. Strankarsko sceno je treba dobro proučiti, jo nekje, bi rekel, urediti na svoj način. Recimo, mene strašno moti, da ni nobene stranke, ki bi bila izrazito leva, torej ki bi tudi imela eno levo idejnost. Zato potem ima recimo desnica eno desno platformo, levica nima nič in potem se čudimo, da se te ljudje pričkajo med sabo za prazne stvari, za prazne bedarije.
To je potem zaradi tega, ne? Ker ti do racionalnih rešitev, do racionalnega dialoga ne prideš, če je tle kakšen defekt v osnovi. In to je treba ugotoviti, zato imamo najbrž politologe. In jaz bi lepo prosil tiste politologe, ki so po strankah, ne, ker jih je kar precej, ne, recimo, če vzamemo Lukšiča in tako naprej, ne, so politologi, ki so čisto podobni politologi, torej z vsemi ustreznimi kvalifikacijami, ne, naj se v te stvari noč spustijo in naj to lepo razložijo, ne. Ker mene tisto nabriga, ali pa potem, da se zgodi recimo ena taka zadeva, kot se je zdaj zgodila, recimo, ne, ko je recimo Pahor, ne, torej do nedavnega predsednik socialne demokracije, ne, bil faktično, ne, izvoljen z glasovi desnice. To sploh ni težko pogruntati. Ker je bilo, torej, vse skupaj je bilo pa zelo malo glasov, ne. To je zdaj vprašanje, če je tam, recimo, če so volitve izvoljene, mislim, izpeljane, pa tam glasuje dost manj kot polovica volivcev, ne. To je pa sploh vprašanje, kakšna verodostojnost gre temu. Ne, jaz bi rekel, ne, hočem reči to, vse te zadeve je treba preučiti, nič tlele nobenega zmerjati, nobenega nekaj vnaprej obsojati, ne, ampak reči, dajmo poskušati tako se zmeniti, da bo to drugače in kar zadeva pa same volitve pa naslednje. Kandidati na volitvah, tisti, ki jih res volimo, naj bo tako, kot je bilo pri teh predsedniških volitvah, naj bo ime in priimek. Recimo, če bi mi imeli eno dost kompaktno levico, pa mogar močno notranje diferencirano, ne, na frakcije, pa eno močno desnico, tudi diferencirano na frakcije in tudi določeno tehnologijo frakcij, pogruntano. Potem bi lahko recimo v posameznih volilnih enotah postavili levi, desni kandidat. Zdaj pa naj ljudje volijo ad personam, kakšna, bi rekel, osebnost je kdo. Recimo v Ameriki je to recimo absolutno zadovoljeno. Demokratski kandidat, republikanski delegat. Tako za predsednika, tako za podpredsednika, tako za senatorje, tako za kongresmene. Pa vemo, to je vse možno, ker tu so tudi, bi rekel, tu je propaganda, ne, tu je ves političen marketing. Veliko denarja. Tako, veliko denarja, ampak vendar se ve, koga se voli. In če bodo tam za enega povedali, ta je utajil davek, tisti v Ameriki ne bo nikoli izvoljen. Karkoli bojo povedali, to smo že neštetokrat videli, ne. Jaz spremljam volitve v Ameriki že nekaj desetletij. To funkcionira. To je treba vedeti, ne. In mi pravzaprav bi morali tudi v svoji demokraciji priti do tod, ne, da se ve. Da se ve, da je možno oboje, ne. Mislim, medtem ko zdaj pa dejansko se tam pridejo ljudje, volijo, ne, potem pa stranke v bistvu določijo, kdo je zmagal. Ampak vi ponudite, to je zanimivo, ta kritika, zaradi tega, ker vi v knjigi ponudite eno zanimivo tezo, da Slovenci skozi zgodovino, skozi vso zgodovino, ne samo v zadnjih 20 letih, ampak seveda tudi v zadnjih 20 letih, nismo opravili s problemom Cankarjevih hlapcev. Ne, absolutno. Zakaj so ti Cankarjevi hlapci še danes tako aktualni? Ja, zaradi tega, ker se vse tisto, kar se pravzaprav tam pokaže, tudi potem pri analizi, ne, ker jaz sem upravil v svojem poglavju, ne, torej hlapci spet v kapitalizmu, ne, sem upravil eno zelo natančno dramaturško analizo, ki seveda hkrati tudi politična, ne. In recimo prav Ervin Feric, ne, znani pesnik, ki je hkrati tudi dramaturg, študirani dramaturg, ki je bil tudi dramaturg na slovenski televiziji, pa tudi v mestnem gledališču, ne. Ja. On je prav nad to mojo analizo, ne, bil silno navdušen, ne. Je rekel, da je to prav neverjetno dobro narejeno, na to sem bil prav ponosen, ne, da mi neki dramaturg pove, da je moja politična analiza za njega poučna. Ne? In jaz mislim torej, da bi to vrstne analize, ne, bi rekel, naših literarnih del, ki imajo eno globoko, ki vsebujejo neko globoko resnico o družbi, neko globoko resnico, bi rekel, v teh naših odnosih, te zadeve torej bi
bi morale, bi rekel, biti predočene tudi javnosti. Ne? Jaz sem recimo ta članek, recimo, ne, enih 5 let ni prišel na svetlo, pa ne bi zdaj okoliščin pripovedoval na kak način. Ne. Ampak pri nas znamo določene stvari nekako skrivati, pa ne vem zakaj. Ne vem zakaj. Ne, ampak recimo, tam je Jerman v Hlapcih, ki pove, kako pravzaprav mi sebi ne znamo niti na tiho povedati, da smo v krizi. Stavek, ki je danes aktualen. Ampak tudi stavek zelo odkritega človeka, ki ga ravno zaradi te njegove odkritosti ne sprejme ne ena, ne druga stran. No, Jerman je zelo zanimiva figura, ne? Pravzaprav on tam predstavlja neko intelektualno pozo, ne pozicijo. On je šibek. En potencial vizavi njega predstavljajo recimo Kalander takrat še, kot delavec, ker takrat je bilo še mogoče govoriti o eni socialistični utopiji v Sloveniji. Danes to ni več mogoče. Danes je socialistična utopija tako zasvinjana zaradi preteklih stalinističnih avtoritarnih koncepcij, ne, da danes poskušajte danes reči na glas, to tudi napišem v knjigi, poskušajte danes na glavi, res narod si bo pisal sodbo sam, ne ferak mu je ne bo in ne talar. Danes se spadaš kot osel, če poveš tako formulo. Takrat je bila pa to, bi rekel, neka progresivna utopija, s polno težo. Ne? Danes je to čisto drugače. Ne? Danes smo mi že v tistem času, ne, kot je recimo v enem svojem epigramu rekel naš mariborski književnik, ne, Žarko Petan je rekel, zdi se mi, ne, da je boljša prihodnost že za nami. Ne? Torej, mi smo pravzaprav dediči nečesa, ne, ker nismo znali uporabiti in danes tudi ne znamo uporabiti. In jaz mislim, da smo največ morali naučiti svoje literature. Ogromno se bomo morali naučiti iz te literature in seveda potem tudi iz vseh, bi rekel, družboslovnih, bi rekel, dognanj naših teoretikov. Jaz sem tudi upozoril, recimo, v tem članku, ki sem ga objavil o teh protestih, recimo v Večeru, ne, sem upozoril recimo na naša mnenjska raziskovanja od leta 1968 naprej, to so raziskovanja, ki jih dela profesor Niko Toš, ne, pa tudi drugi demodoksologi, ne. Mi moramo vse te stvari danes postaviti v luč javnosti, poskušati ljudi o tem osvestiti, ne, poskušati na osnovi tega izobraževati, ne, ker brez znanja ne gre nikamor. Torej, mi ne bomo z neko tako, bi rekel, navadno, bi rekel, politično prakso nekega, bi rekel, goflanja ne bomo prišli nikamor. Tudi vidimo, kako je, ne, saj politika popolnoma zgubila na svoji teži, ne. Tudi politična elita ve, da danes v Sloveniji nič ne predstavlja. Ona ne predstavlja nič. Ona samo še misli, da nekaj predstavlja. Danes, odkar so te množice na cest, ne, je še toliko slabše. Že prej, ko so bile samo tihi in so čepeli doma ljudje, že prej to ni nič pomenilo. Danes, ki je še to prelezlo na plan, ne, predstavlja še manj. Ne. In jaz mislim, ne, da bi morali o tem zelo natančno pomisliti. Ne, ker jim pravzaprav nihče nič noče, saj jim noben nič noče. Gre samo za to, da se slovensko državo, ne, spravi, bi rekel, eno dobro kondicijo. Ne. Ker če vzamemo leta 90, ne, smo mi med tranzicijskimi državami bili nekaki wunderkind, ne, čudežni otrok. Mi smo bili čisto glavni, danes smo pa ta zadnji. In to je treba vedeti in zdaj ni treba ljudi obsojati zaradi tega. To je nekdo drug kriv. Ja. Ampak čisto za konec, še malo časa, ampak vseeno ne smeva končati tega pogovora, če vas ne vprašam nekaj o Jožetu Pučniku.
vi ste bili njegov sodobnik, v bistvu družila sta se v študentskih letih, zapisali ste tudi v tej knjigi, da je bil eden izmed najbolj nadarjenih mladih družboslovcev v svojem času in vemo seveda, kako ga je takratna oblast z zaporom, šikaniranjem v bistvu prekinila ta njegov znanstveni in osebnostni razvoj v Sloveniji, morajo v tujino in tako naprej. Ampak vemo, da se mu je to zgodilo v tisti totalitarni preteklosti, ampak mene zanima še eno vprašanje, ali se mu ni nekaj podobnega zgodilo tudi v samostojni Sloveniji? No, treba je vedeti nekaj. Jože Pučnik je bil zelo inteligenten človek, zelo pošten. Zelo pošten in jaz ne vem, namreč njegova tragika je bila že v tem, da je bil toliko časa odsoten iz Slovenije in se on pravzaprav vrnil. On ni vedel, s kom ima posla. On je zdaj tukaj recimo postal nek bi rekel, adut, na katerega se je sklicevalo in katerega se je izigralo kot aduta, ki ima moč, ki ima težo, ne. V resnici je pa veliko vprašanje, ne, kako je pravzaprav ta, bi rekel, ta njegova situacija bila, ne. Kakšna je ona dejansko bila. On je bil tam absolutna žrtev. On je žrtev, jaz sem tudi v svoji knjigi natančno opisal. Jaz tudi namenoma v svoji knjigi nisem hotel pisati o Pučniku dalje. Jaz sem pisal samo takrat, ko sem jaz imel z njim kontakte in sem pravzaprav jaz in pa takratni sekretar, bi rekel, Zveze komunistov na Filozofski fakulteti, Ferencev Rek, in pa jaz kot njegov namestnik smo pravzaprav Pučnika postavili za predsednika Združenja Zveze študentov. Tudi smo ga sprejemali v Zvezo komunistov, ker smo smatrali, da je on za to popolnoma usposobljen. Tudi je bilo to mnenje v osnovni organizaciji, vse to sem opisal, ne. Ampak seveda jasno je, da tam Udbi ni bilo všeč, da Pučnik se tam postavlja, namreč posebno zato, ker je on že imel neke črne pike tu iz Maribora, ne, z gimnazije, ne, ker je bila, bi rekel, ena revolucionarna generacija, Peter Božič, potem Polde Bibič, ne, in tako naprej, ne. Tu so bili že neki revolucionarni pesniki, pisatelji in tako naprej, ne. In seveda Pučnik je takoj padel pod udar policije. Potem, ko on seveda pride čez toliko in toliko let nazaj v Slovenijo, pa on že pride v neko, bi rekel, situacijo, izoblikovano družbeno okolje na nek način. Kjer so možne, bi rekel, razne manipulacije in spletke z njim, ne. Tako pol on recimo, on bi najbrž bil usposobljen napraviti recimo eno socialdemokracijo v Sloveniji. Ampak takrat v Sloveniji ni bilo možnost za eno pošteno socialdemokracijo, ker je po eni strani funkcionirala vsa partijska nomenklatura naprej, bi rekel, kot leva, ne, medtem ko Pučnik je pravzaprav tam ostal na pomladni strani, ki je bila zamišljena kot desna. In zdaj seveda, čim je Pučnik tam noter se znajdel med desničarji, je po mojem sploh moral izgubiti kompas. Jaz recimo z njim takrat tudi nisem mogel kaj dosti sodelovati, ne, zaradi tega, ne, ker tudi tu so bile najrazličnejše, bi rekel, najrazličnejši vplivi. Tako bi rekel, ne. Tako zato se jaz tudi nisem v knjigi kaj dosti spuščal. Jaz se sploh ne spuščam v stvari, ki jih ne poznam. No. Jaz sem tisto, kar sem v knjigo napisal, vseh 90 tistih spisov, ki so noter, ne, za vsakim stojim kompletno. Zakaj sem se spomnil na ta njegov primer? Preprosto zaradi tega, ker vsak posameznik, zlasti razumnik, intelektualec, družboslovec se mora zavedati teh okoliščin, v katerih lahko nekako pade v neko, recimo temu, intrigo ali pa v neprilagojene in neprimerne okoliščine, v katerih ne more uresničiti svojih, recimo, idealov in tudi svojih utopij. Jaz moram k temu reči nekaj, ne. Za Pučnika se je takoj začel govoriti, da je
da je revanšist, da se hoče revanžirati. No, jaz bi rad videl tistega človeka, ki dobi 9 let zapora, pa ni nič kriv. Kdo se ne bi poskušal pol malo maščevati? Jaz bi rad tistega velikega pravičnika in svetnika bi rad videl. No, In kaj se je njemu zgodilo? Ja. Kaj se je njemu zgodilo? Njemu se je zgodilo še to, kar je splošno znano, da so njegovo diplomo univerzitetno založili. Ja. Toliko časa, da je ponovno moral diplomirati in doktorirati v Nemčiji, potem so pa najdli njegovo diplomo. Čakajte, Ja. On je bil človeško tako diskvalificiran pri Slovencih. Ja. Da jaz sem mu rekel takrat, tega nisem nikjer napisal, ampak danes, ko sva že na tem, bom to povedal. Jaz sem mu rekel, Jože, če bi jaz v tvoji koži, jaz bi bil na ivici, bi imel eno majhno kolibico in bi sedel pod palmo v ležalniku. Pa se ne bi tule ukvarjal s politiko. Po tistem, kar si ti predstavil. In končajva na tem mestu. Profesor Struk, hvala vam seveda za vse misli, za vse analize tega aktualnega trenutka, ki ga živimo, in seveda veliko zdravja, veliko dobrih tekstov tudi v prihodnje. Ja, ne vem, če bo še kaj. Bo. Verjamem, da bo. Seveda tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala, da ste bili z nami. Preživite prijeten preostanek večera in nasvidenje.